Slovar sopomenk sodobne slovenščine, ki ga je pripravil Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, je prvi slovenski odzivni slovar. To pomeni, da je razvit za digitalni medij, da so vsi podatki skupnosti odprto na voljo za nadaljnji razvoj, ter da se odziva. Na eni strani na razvoj jezika, zaradi katerega se neprestano posodablja, na drugi strani pa na mnenje uporabnikov, ki lahko pri gradnji slovarja tudi sodelujemo. V slovar lahko vstopimo s pomočjo predstavitvenega gesla, s klikom na pogosto iskane besede ali pa vpišemo svoj iskalni pogoj. Oglejmo si za primer samostalnik blišč. V slovarju najdemo številne sopomenke za to besedo. Sijaj, razkošje, glamur, blesk, pomp in tako dalje. Ti podatki so avtomatsko pridobljeni iz drugih jezikovnih virov, velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford DZS in referenčnega korpusa pisne slovenščine Gigafida. Tisti podatki, ki so glede na izračune pomensko najbližji, so prikazani v gornjem delu ekrana. To so jedrne sopomenke. Manj pomensko povezani primeri pa so prikazani v drugem delu ekrana. To so bližnje sopomenke. V spodnjem delu ekrana je prostor, kjer lahko uporabniki dodajamo lastne predloge. Dodajanje je zelo preprosto. Vpišemo izbrano uporabniško ime in predlog. Ob kliku na gumb Dodaj se predlog izpiše in je takoj na voljo tudi drugim uporabnikom. Ko se slovar posodablja, se predlogi pregledajo in upoštevajo. Slovar se neprestano razvija, zato je v nekaterih geslih na voljo veliko uporabniških predlogov, v drugih manj. V predstavitvenem geslu Ideja so uporabniki našteli denimo preblisk, utrinek, domislek, prešinek in tako dalje. Ker je slovar pripravljen avtomatsko, niso vsi podatki enako dobri. Zato imajo uporabniki možnost glasovanja in uporabnim konstruktivnim predlogom pripišejo pozitiven glas, neuporabnim, neustreznim, nekorektnim pa negativnega. Avtomatsko so podatki tudi razvrščeni glede na pomen. Tukaj so zamisel, misel in domislica v eni skupini, ki je s črto ločena od predstava, bežen vtis in ostalih skupin. Podatke lahko tudi prerazvrstimo, in sicer po abecedi, dolžini ali glede na oceno uporabnikov. Lahko jih tudi filtriramo, da na koncu ostanejo samo tiste besede, ki so v korpusu najbolj pogoste. Vmesnik ponuja tudi možnost za deljenje podatkov na družbenih omrežjih in pa za prenos gesla na svoj računalnik. Na voljo so tudi dodatne informacije o tem, kako je slovar nastal, kako lahko skupnost sodeluje pri njegovem razvoju, in možnost, da vmesnik preklopimo v angleški jezik. Pri razumevanju sopomenskosti je pogosto zelo pomemben kontekst. Če kliknemo na besedo, ki ima na desni strani ikono s 3 pikami, dobimo nabor kolokatorjev za posamezne pare sopomenk. Tukaj primerjamo rabo besed ideja in misel. Vidimo, da se v korpusu Gigafida pojavljajo tako primeri nova, dobra ideja, kot tudi nova, dobra, osnovna, duhovna misel. Na drugi strani pa se pojavlja samo poslovna ideja, ne pa tudi poslovna misel, ali črna, sklepna, uvodna, nedeljska misel, ne pa tudi črna, sklepna, uvodna, nedeljska, grešna ideja. Klik na kolokator odpre korpusne primere.
Ikona, ki ponazarja člen verige, pa vodi v referenčni korpus, kjer lahko z raziskovanjem po primerih nadaljujemo.